navdušen sem, kadar na test dobimo avto, ki ga nisem vozil že v zadnjih 3 generacijah in v vsaki preizkusu 16 različic, ker potem vedno študiram, kaj vam sploh lahko novega še povem. Tole je Geely Coolray iz Kitajske, ampak svoje poreklo skriva toliko dobro, da tega ne boste videli nikjer. No, edino na teh kitajskih pneumatikah, ki so precej slabe. No, kakorkoli, pred sabo imam bel nepopisan list papirja in avto bele barve, pa začnimo. Ko sem bil jaz mlajši, je za takšne avte veljala beseda rižota. Da so z riža nismo se hecali, kadar smo videli na cesti kakšno staro Hondo, na katero je lastnik obesil velik spoiler. Ampak pri tem avtu je ta ogromen spoiler serijski. Karbonski je, iz karbonske plastike, no, in tudi 4 izpušne cevi so zadaj, prave 4, ne samo 4 nastavki, no pa še en tak ogromen difuzor, karbonski, jasno, tudi iz karbonske plastike. Skratka, ta avto izgleda, kot da ima 650 konjev, ampak jih nima. V bistvu nad obliko ne viham nosu, si pa vseeno v tem avtu težko predstavljam kakšen starejši umirjen par. Moj foter recimo je kljub svojim letom še vedno zelo mladosten in prav, da mu je všeč, no in prav takšne ljudi si predstavljam v tem avtu. Mladostne po srcu. Mogoče pa zato tudi meni toliko všeč. Čeprav ne, jaz sem tudi tako mlad še. Pred prevzemom moje pričakovanja niso bila prav velika, ampak mi je Coolray kar hitro zaprl usta. V bistvu nad le malo stvarmi lahko viham nos in med njimi ni kakovosti izdelave. Materiali so fajn, izdelava je dobra, nič ne škripa, vse je pregledno in precej logično zasnovano, ta zaslon je dokaj hiter in zelo simpel, odlagališče veliko, volan je prijeten, sedim fajn, super je, prav zares. Coolray je dolg 4,4 metra, zato se tudi tamle zadaj sedi dober, je pa prtljažnik s 330 ml manjši kot pri konkurenci, ampak se mi v praksi v bistvu ne zdi ultra majhen, ker sploh ni neuporaben. Nos viham nad malenkostmi, čeprav so nekatere v bistvu res bizarne. Gumb za nastavljanje glasnosti je v bistvu samo tukaj le na volanu, kar pomeni, da je voznik vedno šef, sovoznik pa nikoli nima nobenega vpliva na nastavljanje glasnosti oziroma tihosti, ker tole je maksimalna glasnost. Če jo dam na polovico, v bistvu glasbo komaj slišam. Kar zanimivo, ker toliko švoh zvočnikov še nikoli nisem srečal. Radijskih postaj ta avto ne zna pokazati z imenom, digitalnega radija ni, imam pa tudi digitalne merilnike in kamere vse naokrog. Iz vzvratne naprej ali pa obratno je treba vedno dvakrat prestaviti ročico, kar mi gre precej na jetra, sicer se ustavi v nevtralni in to me moti. Čist nepotrebno. Ok, tole z radijem je dokaz, da je Coolray v osnovi strži kar nekaj let in je nov samo pri nas v Evropi, drugih starostnih hib pa pravzaprav nima. Moja kaprica, start-stop sem izključil samo enkrat in od takrat naprej da mir. Evo, starejši avti to obvladajo, tudi nič ne piska, pravi balzam. Vožnja je vedno segment, kjer sem najbolj zahteven in tečen, zato prvi nasvet. Ko boste kupili svoj Coolray, najprej zamenjajte pneumatike, ker se pri malo hitrejši vožnji takoj pozna, da nos rine iz zavoja, ker spredaj ni oprijema. Pa vem, da je samo podvozje dovolj dobro, da se tako hitro to ne bi smelo dogajati, da je podvozje dobro, pa vem zato, ker je tudi krmiljenje super. Lepo obteženo, sicer malo generično, ampak je en tak fin kompromis udobja in želje po dinamiki, ki jo nakazuje zunanja oblika. Tudi motor lahko pohvalim. Zadnjič smo imeli na testu model Atlas Pro s podobnim benzinskim motorjem in tisti je bil hudo žejen, ta pa ni. V bistvu ni enak motor. Malo nad 7 litrov pričakujete in to kljub 650 konjem in 4 izpušnim cevem. Hec, evo, pa sem vas še enkrat dobil. No, 128 kW moči ima ta avto, to je 174 konjičkov, vseeno ne porabi veliko, pa hkrati je dovolj živahen. 7,6 sekunde nuca do 100. Sicer me malo moti, da se motor vedno zažene v programu Eco in niti ne v Normal, ker je potem len, menjalnik še posebej, zato vedno pritisnem tole, da je potem vse skupaj bolj odzivno. Zlasti menjalnik, ta je 7-stopenjski robotiziran dvosklopčni. V redu je, ni pa posebej za pohvaliti, ker je povprečno hiter in včasih malo cuka. Bi si motor skoraj zaslužil boljši menjalnik. Ne, ročni menjalnik ni na voljo, če me že sprašujete. In ne morate izbrati drugega motorja in to mi je pravzaprav všeč. Lahko pa izbirate med dvema paketoma opreme, ampak sta razliki med njima samo dve.
Ena je barva, druge so pa platišča, tako da realno ne morete izbirati niti pri paketih opreme. Pa okej, vam pokažem še ta dražjega. Imamo tudi tistega. In evo ga, čist drugačen, ker tale je sive barve, mislim vijolične, sivo-vijolične, kakorkoli. Ta barva je atraktivna ravno zaradi tega, ker se spreminja glede na to, kako na njo pade sončna svetloba. Meni je sicer Coolray bele barve bolj zanimiv, ker mi je tole že kar malo preveč, je pa res, da je cel avto atraktiven in mogoče mu pa ta barva dejansko še bolj paše. In z njo je Coolray res Coolray, no, ker se toliko svetlika. Tudi platišča so drugačna, mislim, enake so, ampak drugačne barve. Skoraj en mesec imamo skupaj na testu ta dva avta in vedno bolj sem prepričan, da je Coolray res zanimiv avto. Tudi pri tem v bistvu vse štima, vožnja je dobra, motor je dober, izdelava je dobra, občutek na volanu je v bistvu dober. Samo menjalnik bi bil lahko malo manj živčen pri samem speljevanju pa pri pospeševanju, no pa ta vmesnik bi lahko izboljšali in prevode dali narediti komu drugemu, ne kar Google Translate, ker so nekateri prevodi naravnost bizarni. Če bi še to poštimali, sploh ne bi imel nobene pripombe in to pomeni, da se nekaterim evropskim tekmecem lahko pošteno tresejo hlače.